Živijo, dragi moji. Evo, spet smo skupaj v videu, kateremu sem dala naslov Strah, psihične težave in odvisnosti, recimo, enega od partnerjev, evo, tako bom rekla. Ena gospa je napisala, da ima hčerka hude psihične težave. Zdaj, kakšne težave so to, kaj je to, nismo šle v podrobnosti, a nas smo se za druge stvari dogovorile, ampak zdaj, če gledam sama sebe, da sem imela zelo hudo obliko depresije, v bistvu najhujšo, tik pred tem, da naredim samomor, sam ta korak mi je še manjko, kaj ga ne naredim, potem so mi rekli, se pravi res, celo moje življenje je bilo polomija, je bil alkohol, je bila marihuana, so bile odvisnosti, je bila menjava partnerjev, je bilo dretje, je bilo nezadovoljstvo, je bila nesreča, je bila žalost, je bil obup, je bila nemoč, v glavnem, ne. Je bilo tudi zavidanje, recimo, drugim ljudem, kako to zmorejo, ne. In kaj želim na tem mestu izpostaviti? Vse se da, če sem zmogla jaz, lahko zmore popolnoma vsak od vas, popolnoma vsak, ni razlike tukaj. Edino, kar nas pa, bom rekla, loči ali pa nas dela drugačne, je pa to, da sem jaz popolnoma vse naredila, zato da sem danes, lahko bi še več, lahko bi pa tudi manj, ampak rečemo, da sem glih prav naredila, da sem danes tu, kjer sem, da sem srečen človek, da živim obilje, da živim srečo, da živim radost. In še enkrat vam poudarjam, čisto vse se da naučiti, ker znanjem, ko ga imate do danes, ste tle, kjer ste danes. In če zdaj gledam te hude psihične težave, zato gospoda ji odgovorim, se pravi, nič ne morete narediti na mis vašega otroka, nič ne morete narediti na mis vašega partnerja. Vi se lahko še ne vem kako razdajate, še ne vem kako lahko ste služite temu človeku. Bom rekla, se mu podrejate, mu želite ugoditi, želite, ne vem, kaj sploh želite, napišite si na list, kaj sploh vi želite. Vse izhaja iz tega, da ne nosite, da ne veste, kdo ste, sploh ne veste, kdo ste, ne veste, zakaj ste prišli tle na zemljo in zato je toliko teh težav in to psihičnih težav, ker greste po drugi poti, ker greste po poti, ko sploh ni vaša, pot, ko je od mame, ko si je mama želela za vas, greste po poti, ko si je oče želel, greste po poti, da bi ugodili staršem, da bi bili starši ponosni na vas, greste po poti, ne vem, kaki poti greste, a ste se kdaj vprašali, kaj pa sploh vaša pot, kaj je res tisto, po kaj ste vi prišli na zemljo, zakaj ste vi tu, ne zakaj, kaj vam je mama rekla, pa kaj vam je oče rekel, pa sestra, pa brat, pa učiteljica, da je za vas, zakaj ste vi tu, kjera je tista tvoja, vaša barva, kjera je vaša esenca, kjera je vaša, kaj je vaš užitek, kaj je vaša radost in zato je vse skupaj na glavo obrnjen, ker skozi hodimo po poteh enega drugega človeka in to sploh nismo mi, zato ker hočemo ugajati nekomu, ker mislimo, da če bomo enega, ne vem, delali tako en drug hoče, da nas bo imel v raj, noben vas ne bo imel v raj. Prvo morate vi sami sebe imeti radi, res radi, to pomeni, da se cenite, da se spoštujete, da je vaša energija najbolj pomembna energija na celem svetu in da jo ne boste razdajali za idiote. Noben ni idiot, ampak ne vem, kako bi vam to razložila, ker sem sama bila v tem, se pravi, hude psihične težave niso nič druga kot to, skreno si svoje poti, nisi na svoji poti, ne delaš to, kar te osrečuje, ne delaš to, zakaj si poklican, sploh še nisi ugotovil, jaz vam vedno rečem, pišite, jaz vam tu vse popisano, vse, zakaj želim toliko pa toliko denarja na mesec, točna specifikacija. Kaj, recimo, bi lahko tu, zdaj pri tej gospe, da odgovorim, najbolj pomagali? Dajte fokus iz hčerke dol, otroci so samo nas odsev, kakorkoli vas zdaj to boli, jaz ne morem in nisem zato poslana, da vam bom lagala, pa da vam bom, ne vem kaj, zdaj tu neke rožice posipala pred vas, otroci so odsev od nas, pika, fertik, šlu same.
Zakaj vam to govorim? Zato, ker ko se boste tega zavedali, boste lahko rekli, ok, jaz sem odgovoren za to, ampak ne zaid v vlogo žrtve, pa se soditi, ampak pejte v vlogo zmagovalca. Se pravi, ok, če sem to naredil z podatki, prepričanji, misli, občutki, ki me niso služili, lahko naredim kakšnegakoli otroka hočem in lahko ga naredite vi, imate čarobno palčko, ko lahko začarate vse ljudi okoli sebe, v take, ko želite. Ampak začne se pri nas, pri naši barvi se začne. Se pravi, če jaz ponavljam vsak dan, sem v stiski, moj otrok ima hude psihične težave, vsi veste, da ima neža ADHD, da je avtist, da ima čustveno-vedenjske motnje, da ima motnje pozornosti. Sam, ko sem jaz to ponavljala, ko sem jaz bila v stiski, se pravi enako kot ta gospa, moj otrok ima hude težave, moj otrok je bolan, moj otrok je avtist, moj otrok ne vem kaj, sem se še bolj ciklala v tem noter, kar nisem želela. Kaj sem na eni točki naredila? Začela sem govoriti novo zgodbo. Se pravi, začela sem govoriti to, kar si želim, ne to, kar dejansko je bilo. Ker dejansko ste v eni realnosti, ki jo ne želite, v eni resničnosti, v enem življenju, ki si ga ne želite. In če želite drugo življenje, drugo realnost, če želite, da vaš otrok, ajde da rečem zdaj mama otrok, da vaš otrok ozdravi, da se vaš otrok spremeni, morate začeti govoriti novo zgodbo. Nova zgodba pa pomeni, da boste počasi odpirali vrata nove realnosti, nove resničnosti, to, kar si želite. Jaz vem, da na začetku, če ima hči hude psihične težave, ne bo šlo, z mojo hčerko je super, moja hčerka je najbolj srečen človek na svetu, ne gre, ampak tudi prepričanja, glejte, vaš pogled je, mi ne moramo vzeti enemu njegove izkušnje, če jo rabi tu na zemlji. In vsak človek je točen tu, kjer more biti, vsak človek je točen v tej izkušnji, tale trenutek, v kateri more biti. In ne moramo si jemati, tudi če nam je hudo, jaz vem, da kot mami vam je hudo, ko gledate vašo hčer, sam, če vam je hudo, če ste v stiski, če se sekirate, kaj s tem ustvarjate, še več tega. Se pravi, draga mama, vi morate spremeniti vaš mindset, vi morate spremeniti vaše podzavestna prepričanja, vi morate spremeniti in s tem lahko vaši hčerki pomagate, jo dobesedno začarate. Se pravi, tako sem rekla, govori o tem, kar si želiš, ne to, kar dejansko je. Govori o hčerki, ki jo želiš, govori o hčerki, ki je zdrava, govori o hčerki, ki ima službo, govori o hčerki, ki je srečna, vesela, nasmejana, ko ima denar, ko ima ne vem kaj. In govori to ta trenutek, ker ta trenutek kreirate, ker če jaz govorim, moja hčerka ima hude psihične težave, moja hčerka ima depresijo, moja hčerka ima panične napade, moja hčerka ima ne vem kaj, in s tem ne pomagam, ampak ustvarjam še več točno tega, kar ne želim ustvarjam. Ne? Pijte vodo, voda smo v prejšnjem videu vzeli. V glavnem, ko telo začuti pomanjkanje ene stvari, to je na primer voda, ko mi že občutimo, da smo jezni, tudi jezni, ja, da smo žejni, pol občuti v bistvu stisko, pomanjkanje na vseh področjih, ali finančne, partnersko, ljubezen, zdravje in tak naprej. Se pravi, ta trenutek privlačite v svoje življenje, ne? Pa draga mama, ne, jaz bom srečna, ko bo moja hčerka zdrava, jaz bom srečna, ko moja hčerka ne bo več imela hudih psihičnih težav. Ne, to je vse tam, to je vse v prihodnosti. Če se boste hakljali na to, da boste srečni, radostni, veseli, ko se bo nekaj zgodilo, ko bo otrok ozdravel, ko boste vi imeli novo službo, ko boste, to je vse v luftu, to je vse v prihodnosti. Edina resnica je ta trenutek zdaj in ta trenutek zdaj vi kreirate, vi ustvarjate, vi pišete vašo življenje. In če želite, morate ta trenutek spremeniti. Najbolj spreminjate z novo zgodbo, se pravi 68 sekund probite zdržati v občutku in v govorjenju tega, kar želite. Samo 68 sekund potegnete manifestacijo dol iz kvantnega polja, kjer je vseh, ajde rečemo,
98% od naših želj že uresničeni. S tem, ko si vi predstavljate, drugi korak je vizualizacija. Predstavljate si hčerko tako, ko jo želite. Predstavljate si jo, da je zdrava. Predstavljate si jo, da je srečna. Vizualizacija smo zanč vzeli, smo imeli 3 skupine. Ena skupina je mogla vaditi 1 uro na dan, da meče žogo na koš. Druga skupina je mogla vizualizirati, da meče žogo na koš, te proste mete. Tretja skupina ni nič delala oziroma ni smela niti pomisliti na košarko in to. Iz tretje skupine ni bilo nič, brez nič ni nič. Druga skupina, se pravi skupina B, ko je sam vizualizirala, da meče proste mete, je bila 23% uspešna. Samo 1% manj kot tista skupina, ko je resnično vadila vsak dan. Se pravi, vizualizacija je popolnoma skoraj enaka akciji. In glede na to, da boste slej ko prej vsi spoznali, da je popolnoma vse energija, da smo energetska bitja iz energije in da je prvo je vibracijska realnost, energija je vibracija, je beseda in prvo je vibracijsko realnost, morate vi začutiti, da lahko vi v fizično manifestirate. Kaj sem si še napisala? Se pravi, v tem trenutku, sam v tem trenutku lahko vi aktivirate vibracijo tega, kar želite. Ne, jaz bom srečna, ko bo moja hčerka srečna. Zdaj morate biti srečni, zdaj morate občutiti srečo, ker ta trenutek ste vi aktivirali to, kar si želite. Druga sporočilo, ko sem ga dobila, je od ene gospe, ko je strašen strah. Se pravi, strah, tudi se je že ta strah pozna na fizični ravni, na telesu, z raznimi poškodbami in tak naprej, bolečinami. Se pravi, strah jo je. Strah jo je pred novo službo, strah jo je pred tem, strah jo je pred drugim. Sploh ni važno, ne. Zdaj nekaj morate vedeti, da če vas dobro razume, vas jaz razumem, zato je, ker jaz sem bila velik strah in vsega me je bilo strah. In tako sem zanč povedala, hvala ne vem komu, da mi je dal vse te izkušnje na zemlji, da jaz lahko zdaj vam pomagam, vas podpiram. Se pravi, kaj je treba narediti? Treba se oborožiti z novim znanjem, kaj je strah. Ne sem, mene je strah samo spati, mene je strah nove službe, mene je strah, kaj bo, kje ste? Z strahom ste skozi v prihodnosti. Vas je strah nečesa, kar se še sploh ni naredil in sploh ni nujen, da se bo naredil. In če se bo naredil samo zato, ker je vas strah. In čist nič druga. In kdo je spet odgovoren? Vi ste odgovorni, zato ker vas je strah. Strah je iluzija, strah je umetno dan v sistem, zato da nas je strah, zato da smo v nemoči, zato da ne vidimo rešitev, zato da nismo povezani sami s seboj, zato da nismo pobarvani s svojo barvo, zato da nismo srečni, da nismo radostni, da ne živimo v obilju na nobenem področju, ne v zdravju, ne v ljubezni, ne v denarju. In zato je tukaj strah in so nam dali, evo, vi ste v igrici, dobesedno v igri ste, na enem levelu je strah, na drugem levelu je nemoč, na tretjem je žalost, vse so to iluzije, se tudi sreča je iluzija, sam gre se za to, kdaj se človek boljš počuti. Bolj se počuti, če smo srečni, bolj se počuti, če smo radostni, bolj se počuti, če smo zdravi in kolikor vam paše ali pa ne paše, tavženkrat bolj se počutite, če imate denar, ko pa če ga nimate. In je že zdaj dosti, da se nehamo lagati, da denar ni pomemben in tako naprej, pustimo, zdaj tu od zadaj so spet prepričanja, ne bom šla rada, da bi tem gospem pomagala. Se pravi, ko je mene bilo strah, začela sem poslušati videe na temo straha, začela sem spremljati avtorje, ki jih je bilo strah, pa jih danes več ni strah. Se pravi, milijon informacij sem dobila na temo strahu, nič druga ni tu. In ko sem jaz razumela, zdaj jaz vam lahko rečem, strah je iluzija, ni resničen, samo vi ne razumete, ne občutite, da vam jaz govorim, bom rekla, ajde resnico, svojo resnico. Jaz vas čisto nič ne prepričujem in hočem, da živite life, ko ga, mislim, želim si, da bi živeli življenje, ko ga jaz živim, da vas ne bi bilo strah, da bi bili res neustrašni, da bi videli, evo, strahu ni. Mislim,
Ok, zdaj nova služba, probi novo službo, če ti ne bo ok, zameni službo, nauči se, kako se zamenja službo, nauči se, kako se dvigne vibracija, da lahko pride sanjska služba. Zakaj rečemo, da so sanjske službe? Zato, ker so, ampak napiši si, kaj je zate sanjska služba. Moja sanjska služba je to pa to pa to. Napiši, kako se tam počutiš, napiši, kaki so sodelavci. In vedno pravim, edina naša naloga je dvig vibracije, ker na visokih ali pa od zgori nekje so rešitve. Tu dol jih ni, tu dol je drek, tu dol so hude psihične težave, je strah, je kokain, je alkohol, je marihuana, je nasilje, je pomanjkanje denarja, so stiske, je obup in tak naprej. Je tu dol, oziroma ja, rečemo dol, in naša naloga je, da se naučimo, nič druga, tako smo se hoditi naučili, tako smo se bicikl voziti naučili, tako se moramo naučiti, kako se dvigne svojo vibracijo, svojo frekvenco, da se nam želja uresniči. In strah je res iluzija in ali pa bom tako rekla, mogoče vam bo to pomagalo. Se pravi, človek, ko se ima rad, ko se ceni, ko se spoštuje, vedno vam rečem, prva točka pri reševanju česarkoli je, da se naučite, da se imate radi. Noben nas ni tega naučil, zato ko noben tudi sebe ni imel rad, ne od nasih staršev in tak naprej. Redke izjeme so, ampak pustimo. Se pravi, 98% ne vemo, kaj to pomeni imeti rad sam sebe. Ne vemo. Pika, ne vemo. In se moramo naučiti. In ko se boste to naučili, vam zagotavljam, da vam bo življenje toliko steklo, da vam še jasno ne bo zakaj, zato ker boste izbirali sebe na vsakem trenutku. In človek, ko ima sebe rad, ga ni strah, zato ker ko pride misel, tule je, kaj bo v novi službi, ta misel mi ni v doprinos, ok, grem nekaj druga misliti, kak je lepo vreme danes, kak je lep snegec zunaj, kak imam lepe orhideje na oknu, ok, se pravi, misli, ko mi služijo, misli, ko so mi v doprinos, milkam, kopam se v občutkih, kjer mi je lepo, ne v občutkih, kjer mi ni lepo. Tako da to, se pravi, ena gospa je napisala, da je partner v zapadu v alkohol, v drogo in tak naprej. Zdaj takle bom jaz vam kar iz prve roke povedala, zatega, ker sem imela partnerja, ki je bil na heroinu, skadil je po mojem pol kile ganže na dan, se pravi trave, alkohol, vse to sem imela. Kljub temu sem imela pa še nasilje zraven iz njegove strani, totalni mobbing, skozi psihične nad menoj in tak naprej. Kdo je bil odgovoren? Jaz sem bila odgovorna. Kdo se ni imel rad? Jaz se nisem imela rada. Pa danes niti po točko razno, nimam več partnerja, niti ko spije deci piva, niti ko mi reče, ne vem, enkrat na mesec naredim 2 dima trave. Niti po točko razno več tega ne bi imela, zatega, ker se ima Nataša rada, ker se ceni in ker se spoštuje in ker točno ve, kaj hoče v življenju. In imam jasen fokus, ne bom toliko rekla cilj, zato ko cilji so tak, mi niso glih, jaz rečem cilj ima kon, ampak željo, točno vem, kaj želim, imam napisano točno, kaj si jaz želim. In v življenju več ne bi dobenga. Moja želja je rešiti svet, moja želja je vam pomagati, moja želja je rešiti nekoga, ko je na kokainu pa na alkoholu, ker vem, da ga lahko, ker vem, zato ker sem imela sama enake izkušnje. In kdo vam lahko pomaga? Pomaga vam lahko eden, ko je imel sam isto izkušnjo, pa je prišel iz tega ven. Doben drug, živ Bog vam ne more pomagati, kaj je to depresija, pa da bi vas en psihiater, ko v življenju ni bil v depresiji, ali pa en doktor, vas razumel, kaj je to depresija. Nemogoče. Nemogoče. Pa lahko so tavžen knjig prebrali, pa lahko so tavžen faksov naredili, razume vas lahko eden, ko je bil
v enaki situaciji, ko vi, v podobni. In jaz vem, kaj je to depresija, vem, kaj so hude psihične težave in vem, kaj je to kokain, alkohol, heroin, marihuana in tak naprej. Pa vem, kaj je to nasilje, zato vas lahko tu podprem. Ampak, draga gospa, če tole gledaš, niti maj se nimaš rada, pa nobenega ne boš mogla rešiti. Ker vsak človek se lahko sam reši. Ti še, ali pa bom zdaj sebe govorila, ne vem, kako sem še lahko plesala okoli njega, ne vem, kaj vse sem mu lahko nudila, ne vem, kaj vse sem lahko za njega naredila, pa se je šel zdraviti, pa sem mu ob strani stala, pa sem hodila v tisto Ljubljano, pa na sestanke, pa na ne vem kva, pa spet ni rad, ali pa je spet domov prišel, pa se je spet zadeval, pa sem spet mislila, sej bo, pa če ga bom rada imela, pa če bom pokazala, pa če bo ne vem kaj. Odjebi, nikoli ne bo. Bo takrat, ko se bo človek sam odločil. Sam, kaj imaš zdaj ti caj, čakaš 10 let, da se bo tvoj partner spremenil, aj si, draga moja ženska, končno enkrat ti na vrsti, da zbereš sebe, pa da zbereš svoj life, pa da zbereš ljubezen do sama sebe. Kdo ti je bolj pomemben, partner, ali si bolj pomembna ti? Sama si odgovor. Jaz sem sama sebi najbolj pomemben človek na tem svetu. Najbolj. In isto pomembna, isto v prvi ali ne, Igor, sta tudi moja 2 otroka. Pol pa fertik. Ok. To so najbolj pomembni ljudje v mojem življenju. Jaz, Jakob, Nežka. Vsi vi ste mi ful pomembni, zdaj enkrat boste to štekali, kaj vam govorim, verjamem, da zdaj trenutno ne štekate. Sam, če jaz hočem rešiti svet, če jaz hočem pomagati svojemu otroku, če jaz hočem podpreti svojega otroka, samo malo neži. Če jaz hočem biti vrhunska mama, moram biti jaz polna, moram biti jaz, neži, samičkem, prosim, no. Ti imam en izziv. Ja, no, povej, kak izziv imaš. V kopalnici se je spet voda razlila iz tistega ven. Ok, bomo rešili ta izziv, v redu. Prav gnoj. No, v redu. Pejt se zrihta do konca, kaj ima pol ven. Se pravi, jaz vam tu ne moram reči, lahko si še naprej oči zatiskate, jaz vam jih ne bom. Jaz res v življenju več ne bi bila s partnerjem, ko ne bi bil poštiman, ko ne bi imel sam sebe najbolj rad na celem svetu, ko bi se zdravo prehranjeval, zdravo pil, užival v naravi in tako naprej, v življenju več, niti ene sekunde. Lahko pa podpiram ljudi, zato ker sem imela sama isto zgodbo. Toliko sem dragocena, da ne bi niti ene sekunde več namenila za enega človeka, ko sam sebe nima rad. V partnerstvu vam govorim. Niti ene stotinke sekunde ne več, nikoli v življenju. Zakaj ne? Zato, ker sem vsako sekundo, ko sem namenila za njega, v upanju, da bo šel dol iz vsega tega, v upanju, da se bo spremenil, totalno zgubila sebe in na koncu skoraj naredila, veste kaj, ne moram zdaj govoriti, ko je Nežka tu, ne? In zato ne. Zato, evo. In nikoli več v življenju ne, si ne bi tega zbrala, zato ker imam sebe rada, ker se cenim in ker se spoštujem, ker sem se nadudljala, cele dneve, kaj to pomeni sama sebe rada imeti. Imela sem 2 kozarčka, v enem so bile lepe misli v meni, v enem so bile pa grde misli v meni, ki sem sama sebe zavestno spremljala čez dan, kaj si mislim o sebi. In ko se mi recimo, ne vem, nekaj pade na tla, ko mi mleko pokipi, ko mi kava pokipi, ko mi, ne vem, karkoli. In to so bile grozne misli, butasta si, lena si, grda si, lonček z lepimi mislimi v meni, ko jih imam jaz sama do sebe, je bil prazen. In pa sem začela to spreminjati, ne. In danes Nataša ve, da je lepa, danes Nataša ve, da je vredna vsega lepega. Danes vem, danes vem, zakaj sem tu na zemlji, danes sem našla sebe, danes je moja barva, jaz sem jaz. In nisem več oče, nisem več učiteljica, in nisem več čisto nobeden drug kot jaz.
ne, in pač jaz vem, da ne bi enkrat še šla v to, oziroma se mi niti po točko razno ne more zgoditi. Zakaj ne? Ker vse droge, vsa ta partnerstva, ko se ciklate in ko je grozni in ko je brez veze, so samo cel vas, ne. Čisto nič druga. In jaz vam ne morem druga reči, vam res želim govoriti resnico od cel vas, vse je od cel vas. Kje se jaz drogiram, kje jaz sebe ne slišim, kje se jaz nijam rada, v sebe boste mogli iti. Vaš partner je samo cel vas, on vam kaže dobesedno vaš špegel, mislim, špegel vam drži, v kjer ga se gledate. Zdaj pa, draga moja, boš zmogla se pogledati v ta špegel, pa reči, ok, nekim spremenila, ker to, kar vidim v špeglu, ne, to, kar je partner meni res ni všeč, pa če je on moj odsev, se pravi, moram sebe spremeniti, ali se boš začela spreminjati, ali ne, pa tvoje. Samo gledala, vse so samo gledala, kar je odzuni nas, ne, čisto nič druga. In še vedno rečem, ok, bodimo hvaležni za izkušnje, ko bolijo, zato ker iz teh izkušenj lahko rastemo. Zdaj, ali bo to čez 10 let, da boš še kar trpela, pa še kar, ne vem kaj, pa naj bo 10 let, ne. Pot je tvoja, izbira je tvoja, ni moja, ne. Jaz sem se odločila za nekaj druga. Jaz sem bila v takem odnosu 6 let, ne. In niti sekunde v življenju več ne bom v takem odnosu, oziroma bom v odnosu, ki imam točno definiranega, v kakem bom. In to pač jaz rečem, ne, vsak rešuje sam sebe, Ana, res. Jaz sem tu, da sem opora svojim otrokoma in to je to, in sama sebi. Partneri pa, to pa zrel, odgovoren, zdrav moški je še lahko v mojem življenju, pa čisto nič druga, Ana. In zato pač je tako je, Ana. Tudi v takih trenutkih, ko imamo taka partnerstva, bi rekla, da je pač vse posod so rešitve na visokih vibracijah, ni na nizkih, ne, takrat, ko smo mi v obupu, ko smo mi v nemoči, ko smo mi v žalostih, ne bomo videli, ne. In še enkrat se res zavedite, da čist nobenega ne morete spremeniti, enkrat boste to razumeli, spremenite lahko sebe in posledično se bojo čisto vsi ljudje okoli vas spremenili, ali bojo šli iz vašega življenja, ali se bojo pa spremenili, sam to je, ali boste ostali skupaj, ali pa ne boste, Ana. Zdaj, preprost preizkus, recimo, tej gospe, ko je partner zapadel v odvisnosti, ne. Ja, če ti jaz nekaj pomenim, ne, boš to pustil, ne. Če ti pa ne pomenim, pa ne boš pustil, ne, ampak sem 100% prepričana, da ne bo pustil, Ana. Ker človek, ko to dela še sam sebi, nič ne pomeni, zakaj vam govorim iz lastnih izkušenj, ker sem sama enako delala in res si nisem nič pomenila, niti najmanj se nisem imela rada, ne. Tako da jaz upam, da sem vam kaj služila, da sem vam kaj pomagala. Vidimo se na enem drugem videu, napišite mi, kaj smo zdaj rekli, če povzamemo pri tej psihičnih težavah, strahu, odvisnosti. Začnite govoriti novo zgodbo, začnite govoriti to, kar bi vi želeli, fokusirajte se na to, kar trenutno imate dobrega v vašem življenju, eno obilje sigurno imate, ne. Pa, to je to, Ana, pa vsaka odrasla oseba se ne sama s seboj ukvarja, ne. Mi smo tu, da se moramo z otroci, ne. Pač v šoli jih ne bojo naučili, kako biti srečen, v šoli jih ne bojo naučili, kako imeti veliko denarja, v šoli jih ne bojo naučili, kako imeti sanjsko službo, trenutno v teh še ne, odzadaj se že dogajajo to šole, ki jih to učijo. Ne bojo jih naučili, kaj to pomeni sreča, radost, veselje, uživati v svojem delu in zaslužiti toliko, kolikor si želiš, ne. Tako da je na nas, na starši, da se prebudimo, da vzamemo življenje v svoje roke, da se zavedamo, da smo mi odgovorni zase in za svoje otročke in da začnemo res na sebi delati, ne. To delo na sebi, to je, ne vem, to je tako, da recimo zdaj vam ne morem tu pokazati
neka rožica, ne. In če jaz ne bom zalivala, če jaz ne bom se pogovarjala z njo, če ji ne bom namenjala svoje pozornosti, če ji ne bom zemlje zamenjala, če ne bom, ne vem, poškropila z ne vem čim takrat, ko bo bolna, bo propadla, bo umrla, in zato je toliko pomembno, koliko damo v sebe in kaj damo v sebe in s katerimi ljudmi se družimo in tak naprej, ne. Tako da, v redu, ne bom, zdaj me že Neži čaka. Napište mi, če je karkoli, če vam je bilo tole saj malo jasno, če vam je saj malo pomagali. Kmaj se vidimo na YouTubeu, bom dala napoved. Tam to bi mogli videti, nimam jaz tega še, tega podstavka, ne vem, toliko se mi zdi beda ga kupiti. Tako da imam tu škatlo od keksov, knjigo, plastično posodico, od zadnji imam kozarc od medu in od spredje je telefon. Tako da vse se da, ne, tudi na tak način. Rada vas imam, se vidimo hmal, lepo se imejte, lepo nedeljo vam želim.